Povedali so nam, da bodo roboti iz leta 2026 rešili skrivnost MH370. Namesto tega so porabili $100 milijonov, da so dokazali, da lahko Boeing 777 dejansko izgine. Nobenih razbitin, nobenih odgovorov, nič. A pravo vprašanje ni ocean. Vprašanje je, ali je bila matematika, ki smo ji zaupali pri iskanju tega letala, laž že od samega začetka. Zakaj se je torej večmilijonsko iskanje MH370 kar končalo? Prvo poglavje. 100-milijonski zemljevid ničesar. 23. januarja 2026 se je najbolj napredna flota podvodnih robotov v zgodovini letalstva spakirala in odpravila v Južni Indijski ocean. Niso našli ničesar. Niti enega potrjenega kosa letala leta, Malaysia Airlines 370 Boeinga 777, ki je leta 2014 izginil z 239 ljudmi na krovu. V letih iskanja so ekipe preiskale območje, veliko približno toliko kot Grčija, 54,000 kvadratnih milj, najbolj sovražnega oceana na Zemlji. Valovi, ki presegajo ladje, tokovi, ki te lahko odnesejo več milj stran od poti. Vreme pa je tako silovito, da lahko ustavi celo avtonomne sisteme. Toda ogromna avtonomna podvodna vozila Ocean Infinity niso bila običajne naprave. Potapljali so se skoraj 6000 metrov globoko, kar je dovolj, da bi lahko zložili 13 Empire State Buildingov enega na drugega. Na tej globini bi pritisk zdrobil podmornico. Kljub temu so ti roboti skenirali morsko dno z natančnostjo na ravni centimetra. V samo 28 delovnih dneh, saj je vreme izničilo preostale, so pokrili približno polovico ciljne površine, velike 15,000 kvadratnih kilometrov. Bili so hitrejši, natančnejši in naprednejši kot vse, kar je bilo uporabljeno prej. Naredili so vse prav. Tudi izvršni direktor Ocean Infinityja je to sam povedal. To je bila najbolj izpopolnjena tehnologija, ki jo je podjetje kdajkoli uporabilo, izvedena brezhibno, a niso našli ničesar, niti polja razbitin, niti delčka ali koščka Boeinga 777. Kar pomeni, da težava ni bila v iskanju ali tehnologiji, ampak v tem, kje so jim rekli naj iščejo. Kajti to lokacijo je določil satelit, ki ni bil nikoli zasnovan za sledenje letalom. Izvajal je izračune, za katere nikoli ni bil namenjen, in ustvaril iskalno območje, kateremu je celoten letalski svet zaupal več kot desetletje. Drugo poglavje. Krutost jasnosti. 8. marca 2026 je izvršni direktor Ocean Infinity, Oliver Plunkett, izdal izjavo. To se je zgolj naključno ujemalo z 12. obletnico izginotja MH370. Po merilih korporativnih izjav o katastrofalnih neuspehih je bila izjava izjemno zadržana. Izziv je opisal kot skoraj nerazumljivo težkega. Izrazil je ponos na svojo ekipo. Dejal je, da je Ocean Infinity uporabil najbolj napredno tehnologijo, kar so jo kdaj uporabili, vendar letala ni tam, kjer so iskali. A v tej izjavi je bila drugačna fraza, ki si zasluži pozornost. Tista o tem, kako je pomembno tudi, če ne najdeš ničesar, saj to prinaša jasnost. Izloči preiskovane območje, zoži možnosti in prihodnim preiskovalcem ponudi bolj čisto karto za delo. To je tehnično pravilno. To je znanstveno veljavna in povsem razumljiva izjava. Če pa ste eden od 239 družin, ki že 12 let čakajo na krsto, ki je nikoli ni bilo, je to tudi popolnoma uničujoča izjava. Jasnost skozi izključevanje je tista vrsta tolažbe, ki ima smisel na beli tabli, ne pa v resničnem življenju. Več kot desetletje so družine poslušale tiskovne konference, ki niso razkrile ničesar. Opazovali so, kako so iskalne ladje odhajale s satelitskimi povezavami in najsodobnejšo opremo, nato pa so se vračale z zemljevidi praznega morskega dna. Na obalah Reunion in Mozambika so našli dele letala, krilce flaperon, zaščitni pokrov krilca, ploščo vodoravnega stabilizatorja. To je dokaz, da je MH370 nekje v tem oceanu in potrditev, da razbitina obstaja. To je tako nepopolno znanje, da se zdi manj kot zaključek in bolj kot posmeh. Voice 370 skupina za zagovorništvo, ki zastopa družine potnikov in posadke, je dejala, da nikoli ne bodo odnehali. Pozvali so malezijsko vlado naj podaljša pogodbo z Ocean Infinity, ki tehnično velja do junija 2026. To bi jim omogočilo novo iskalno obdobje, ko bo zima na južni polobli popustila svoj prijem nad iskalnim območjem. Zahtevali so, da se pogoji brez najdbe ni plačila omogočijo tudi drugim sposobnim podjetjem za globokomorsko raziskovanje. Dogovor so opisali s preciznostjo ljudi, ki so se na težak način naučili, da čustveni pozivi vlade prepričajo manj kot pogodbena logika. Vlada ne plača ničesar, razen če je letalo najdeno. Vsaka prošnja Ocean Infinity za podaljšanje pogodbe o iskanju bi zato morala biti odobrena brez oklevanja. Malezijski urad za preiskovanje letalskih nesreč je potrdil, da iskanje ni prineslo nobenih rezultatov. Malezijska vlada je sporočila, da bo družine obveščala. Ocean Infinity je opozoril, da je bila njihova namenska iskalna ladja medtem preusmerjena na druge naloge in pogodba se izteka. Nič od tega ni brezbrižnost.
To je administrativno posmrtno življenje zgodbe, ki so jo institucije že obravnavale in zaključile. Dokumentacija je vložena, sporočila za javnost so napisana. Iskalno območje je bilo izključeno, kar pomeni, da je bila zagotovljena jasnost. In nekje v Južnem oceanu Boeing 777 še vedno leži na morskem dnu. Še vedno čaka, da bo kdo postavil boljša vprašanja kot tista, ki jih postavljamo že 12 let. Tretje poglavje. Zmota 7 lokov. Da bi razumeli, zakaj je neuspeh leta 2026 več kot le zelo drago razočaranje, morate razumeti matematiko, ki je ustvarila iskalno območje. In da bi to razumeli, se morate vrniti k temu, s čim so preiskovalci dejansko razpolagali v noči na 8. marca 2014. Odgovor je: ne prav veliko. Malezijske letalske linije so se v okviru varčevalnega ukrepa, ki bo zavedno zapisan v anale korporativnega skupuštva, naročile na najcenejši možni paket svoje satelitske komunikacijske storitve. Storitev je zagotavljalo britansko podjetje imenovano Inmarsat, katerega sateliti omogočajo vse od komunikacije s tovornimi ladjami do povezljivosti med letom na dolgih progah. Ponovno, to je bil varčevalni paket, tisti, ki v prenosih ni vključeval podatkov o lokaciji GPS. Ko je letalo MH370 izginilo in za 6 ur poletelo brez sledenja, so bili edini dokazi, da je še vedno v zraku serija 7 samodejnih elektronskih rokovanj. Poslani so bili med komunikacijskimi sistemi letala in komercialnim satelitom, ki je bil 22.000 milj nad Indijskim oceanom. Satelitom, ki nikoli ni bil zasnovan za sledenje letalom. Satellite, ki je bil pač tam. 7 pingov. To je vse. To je celotna dokazna osnova za iskalno območje, veliko kot država. Še nekaj glede teh pingov. Niso vsebovali nobenih podatkov o položaju, nobenega GPS-a, nobene višine, nobene smeri, nobene hitrosti, ničesar, kar bi povedalo, kje je bilo letalo. Vsebujejo pa metapodatke, natančneje 2 vrednosti. Prva je bila časovna zakasnitev, ki je inženirjem povedala, kako daleč je bilo letalo od satelita pri vsakem prenosu. Če narišete vse možne lokacije na tej razdalji, dobite obroč, lok. Druga vrednost je bila Dopplerjev frekvenčni zamik, ki ga je povzročilo gibanje letala glede na satelit, kar je inženirjem povedalo nekaj o smeri, v katero je letalo letelo. Časovna zakasnitev jim je dala 7 lokov. Dopplerjev zamik jim je povedal, v katero smer je letalo letelo, kar se je zožilo v koridor verjetnosti nad Južnim Indijskim oceanom. 7. lok, zadnji prenos pred tišino, je postal ciljna črta. Delovna predpostavka je bila, da je nekje vzdolž tega južnega odseka letalu preprosto zmanjkalo goriva in so motorji ugasnili. Pomožna enota za napajanje se je vklopila ravno toliko časa, da je poslala še zadnji samodejni signal. Nato je letalo brez pilota strmoglavilo v vodo. To so poimenovali teorija duhovskega leta. Letalo, ki se ne odziva, na avtopilotu leti naravnost s stalno hitrostjo in višino, dokler mu ne zmanjka goriva. Posadka in potniki so bili onesposobljeni zaradi nekega neznanega dogodka. Obstaja pa ena težava pri tej teoriji. No, v resnici jih je več. Ena od težav je, da je imel satelit, ki je sprejemal te signale, znano orbitalno nihanje, periodično premikanje sever-jug za približno 3 stopinje vsakih 24 ur. To je ena od stvari, ki jih je treba upoštevati pri natančnih izračunih položaja letala. Ko se je satelitski terminal letala povezal, popravek ni bil posodobljen. Njegov parameter naklona je bil nastavljen na ničlo, kar je pomenilo, da naj bi bil satelit v popolni orbiti, vendar ta satelit ni bil v popolni orbiti. Več satelitskih strokovnjakov je to javno izpostavilo maja 2014, približno 2 meseca po izginotju letala. Polne posledice za natančnost izpeljanega iskalnega koridorja nikoli niso bile uradno razrešene. Pravzaprav so jih večinoma prezrli. Druga stvar je, da predpostavka o duhovskem letu zahteva, da je letalo letelo v ravni črti s konstantno hitrostjo in višino približno 6 ur. Vsako odstopanje od tega, vsak zavoj, vsaka sprememba višine, vsak popravek hitrosti premakne končni položaj vzdolž loka, lahko tudi za več 100 km. Z drugimi besedami, model je izbral najbolj preprosto možno vedenje leta in nato na tej osnovi zgradil večmilijonsko strategijo iskanja. Tretji problem, in ta ni bil dovolj izpostavljen, je, da 7. lok nikoli ni bil lokacija. Bil je verjetnostni koridor. Obroč, dolg približno 1200 milj, kjer je bil na podlagi teh predpostavk izračunan zadnji položaj letala. Celotno iskalno prizadevanje, od večletne operacije ATSB do odprave Ocean Infinity leta 2018 in ponovljenega iskanja v letih 2025 in 2026, je bilo malo več kot izobražena stava na to, kateri del prstana je bil najbolj verjeten. Stava, zgrajena na modeliranju porabe goriva, analizi morskega toka in teoriji o duhovskem letu. Vse to je temeljilo na satelitskih podatkih, ki so jih uporabili daleč preko njihove prvotne namembnosti. Stava je zdaj padla, iskalna območja so ostala prazna.
Idejo, da mora biti to letalo nekje, kjer še nismo iskali, znotraj istega koridorja, je vse težje zagovarjati. Kar zahteva neuspeh. Leta 2026 je nekaj bolj neprijetnega kot zgolj korporativna izjava. Zasluži si resno ponovno oceno, ali je bila cona sploh pravilno določena, ali je bila izračuni, na podlagi katerih so jo določili, dovolj trdna, da bi lahko nosila toliko teže tako dolgo. Verjetno ni bila. In verjetno je nekdo to vedel že maja 2014, ko so satelitski strokovnjaki začeli postavljati vprašanja, ki so jih tiho pospravili, medtem ko so ladje že plule proti jugu. 4. poglavje. Sence v breznu. Obstaja še en dejavnik, ki skoraj nikoli ne pride na naslovnice. Ne opravičuje iskalnih uradnikov, vendar je nekaj, kar bi morali upoštevati. Oceansko dno ni parkirišče. Iskalno območje leži nad enim najbolj geološko nemirnih predelov globokomorskega dna na svetu. Formacija Broken Ridge je ogromna podvodna planota, ki jo je ustvarila starodavna vulkanska dejavnost in tektonski razmik. Prevladuje v severnem delu iskalnega območja. Njegov južni bok se spušča več kot 5100 metrov v eni sami strmi stopnji. Podvodne pečine se dvigajo več kot 1000 metrov nad okoliškim morskim dnom. Pobočja so na nekaterih mestih skoraj navpična, po terenu pa so raztresani prelomni bloki, veliki kot srednje velika mesta. Za primerjavo, Veliki kanjon je na najglobljem delu globok približno 1800 metrov. Ta teren ima na več mestih primerljivo višinsko razliko. In to je na območju, ki pred to nesrečo še nikoli ni bilo kartirano v uporabni ločljivosti. Prejšnji satelitsko pridobljeni zemljevidi morskega dna so imeli ločljivost 1500 metrov na slikovno točko. Poskušati najti 60-metrsko letalo s temi zemljevidi bi bilo skoraj nemogoče. Strandski skenirni sonar, ki je glavno orodje za zaznavanje, ki ga uporabljajo ti podvodni roboti, deluje tako, da pošilja zvočne pulze na vsako stran in nato beleži, kaj se odbije nazaj. Izjemno učinkovit je na ravnem ali rahlo valovitem terenu, vendar je vse, kar je skrito v akustični senci pečine, zanj praktično nevidno. Letalo, ki leži na dnu 800 metrov visoke podvodne strmine in ga pristopimo iz napačnega kota, se na sonarju ne bi prikazalo. Pojavilo bi se kot nič, nerazločljivo od praznega morskega dna. Torej, ali je mogoče, da je letalo v preiskanem območju in ga preprosto nismo mogli videti? Da, tehnično je to mogoče, pa je to dovolj, da pojasni 12 let in 3 velike iskalne operacije, ki niso dale nobenih rezultatov? Verjetno ne, kar nas pripelje do vprašanja, ki se ga je uradna preiskava desetletje skrbno izogibala glasno zastaviti. 5. poglavje. The Whisper Rebellion. Medtem ko so roboti podjetja Ocean Infinity prečesavali uradno območje iskanja, je upokojeni britanski letalski inženir po imenu Richard Godfrey drugje za mizo izvajal izračune, o katerih uradna preiskava ni želela ničesar slišati. Godfrey ni noben čudak. To je pomembno poudariti že na začetku, ker to, kar predlaga, na prvi pogled zveni kot nekaj, zaradi česar te izključijo iz resnih pogovorov. Oblikovali avionične sisteme za Boeing 744 in pa Navio Tornado. Bil je ustanovni član skupine MH370 Independent Group, prostovoljne skupine inženirjev, pilotov in znanstvenikov, ki že od leta 2014 podrobno preučuje ta primer. Avstralski urad za varnost v prometu celo priznava njegovo delo. Ta človek ima reference. Njegova teorija pa je tam, kjer se stvari zapletejo. Godfrey si obleduje nekaj, kar imenujejo podatki Whisper. WSPR pomeni Weak Signal Propagation Reporter in je globalno omrežje amaterskih radijskih postaj, ki si neprestano pošiljajo signale, da bi testirale atmosferske radijske pogoje. Vsaki 2 minuti te postaje pošiljajo nizkoenergijske signale po vsem svetu, vsak rezultat pa se zabeleži v javno bazo podatkov. Godfreyjev argument je, da veliko letalo, ki leti skozi pot enega od teh signalov, ustvari zaznavno motnjo kot senco v podatkih. In z natančnim pregledovanjem zapisov Whisper iz noči 8. marca 2014 trdi, da lahko rekonstruira dejansko letalsko pot MH370. Njegov zaključek je, da je letalo okoli 33 stopinj južne zemljepisne širine približno 1200 milj zahodno od Pertha. To je prav na sredini območja, kjer so uradne iskalne akcije že potekale. Odziv znanstvene skupnosti na to je bil, če povem diplomatsko, skeptičen. Strokovnjaki za radijske prenose so trdili, da bi bil vsak signal, ki bi ga razpršilo letalo, za več velikostnih razredov prešibek, da bi ga bilo mogoče zanesljivo zaznati. Victor Iannello, eden najbolj cenjenih neodvisnih analitikov v celotni skupnosti MH370 in nekdanji sodelavec Godfreyja, je objavil podrobne tehnične zavrnitve. ATSB je priznal Godfreyja kot verodostojnega strokovnjaka za MH370 na splošno, pri tem pa je zelo previdno zavrnil kakršnokoli pozitivno izjavo o sistemu Whisper posebej.
Torej, sistem Whisper je morda napačen in po trenutnem znanstvenem soglasju verjetno tudi je. Toda Godfreyjev pravi prispevek sega onkraj radijske metode. Bolj gre za temeljno zahtevo, da se matematika in Marsata obravnava kot hipoteza in ne kot dokončna razsodba. S tem se je težje prepirati, še posebej zdaj. 6. poglavje. Teorija aktivnega pilota. Se spomnite teorije o duhovskem letu? Zahteva, da MH370 leti brez odstopanj, dokler mu ne zmanjka goriva, nato pa pade naravnost v točno tisto območje oceana, ki ga je napovedala matematika. Vsa iskana območja so bila prazna, kar pomeni, da ga je ocean skril ali pa se letalo ni obnašalo tako, kot zahteva teorija o duhovskem letu. In če se ni, obstajata v resnici le dve razlagi. Ali se je na krovu zgodilo nekaj katastrofalnega, česar nihče ni mogel popolnoma pojasniti, ali pa ga je nekdo še vedno namerno pilotiral. Tabor katastrofalne okvare ima primer, ki ga je vredno slišati. Nekateri preiskovalci verjamejo, da bi lahko požar ali nenadna električna okvara hkrati izklopila transponder, ACARS in radije v enem samem verižno sproženem dogodku. Posadka, ki je nenadoma oslepela za zunanji svet, se je obrnila proti najbližjemu letališču. Imeli so približno 30 do 60 sekund uporabne zavesti, preden jih je zajela hipoksija. Autopilot Boeinga 777, zasnovan z izjemno redundanco, ohranja letalo stabilno in v zraku še dolgo potem, ko ljudje niso več sposobni leteti z njim. Z drugimi besedami, gre za let duhov, vendar tak, ki se je začel kot obupna, nujna situacija in ne kot zlovešč načrt. To je smiselna teorija. Težava je v 6 urah. Letalska zgodovina ne pozna potrjenega primera požara med letom, ki bi bil dovolj resen, da bi onesposobil celotno posadko, ne da bi letalo uničil v 1 uri, kar ponovno znova odpira teorijo o namernem dejanju. Teorijo je težje zavrniti, kot bi si kdo želel. Vemo, da MH370 ni naključno zaneslo s poti. Izvedel je natančen obrat za 180 stopinj in nato izbral pot, ki se je izognila indonezijskemu radarskemu nadzoru. Satelitski komunikacijski sistem je bil ponovno vklopljen sredi leta nad Malajskim prelivom, pri manevru, za katerega ni zadovoljive naključne razlage. Na domačem simulatorju letenja kapitana Zahari Ahmada Šaha so analitiki FBI našli 6 podatkovnih točk, ki so predstavljale simuliran let iz Kuala Lumpurja. Odpravili so se čez Malajski preliv, zavili proti jugu in nato spuščali nad odročnim delom Indijskega oceana, dokler ni zmanjkalo goriva. To je bila letalska pot, ki je zelo spominjala na rekonstruirano pot MH370. Nobena od tega ni dokaz. Podatki iz simulatorja so bili desetletje predmet sporov in dvomov. Uradno poročilo malezijske vlade ni podalo nobenega zaključka o tem, kaj se je zgodilo na krovu. Toda neuspeh iskanja leta 2026 tiho namiguje na aktivnega pilota, ki mu ni treba pristati tam, kjer to narekuje izračun goriva. Nadzorovano drsanje s končno spremembo smeri, namerna odločitev o tem, kje se bo to končalo. Katera kakoli od teh potez postavi razbitine zunaj iskanega območja, ki je bilo v celoti zasnovano na predpostavki, da nihče ni naredil nobene poteze. 7. poglavje. Geopolitika tišine. Po uradni izjavi Ocean Infinity 8. marca 2026 o prekinitvi iskanja, nobena vlada ni sklicala izredne tiskovne konference. V Pekingu ni bilo nobenih ministrov za promet, ki bi tolažili družine. Malezijska vlada in njen urad za letalske nesreče sta sporočila, da bodo družine obveščali o vseh nadaljnjih dogodkih. In tako je bila 12-letna skrivnost, vredna $250 milijarde, administrativno potisnjena v tišino. Ta tišina ima določen politični smisel, če ste pripravljeni slediti denarju in politični blamaži. Malezija je leta obvladovala zgodbo, ki je razkrila katastrofalne vrzeli v njenem nadzoru zračnega prometa, vojaškem radarskem spremljanju in začetnem odzivu. Samo skupno mednarodno iskanje pod vodstvom ATSB je stalo približno $200 milijonov. Kitajska je izgubila 153 od 239 ljudi na krovu in ima zapleteno diplomatsko razmerje z Malezijo, ki sega daleč pred to tragedijo in bo trajalo še dolgo po njej. Nihče, za katerokoli od teh miz, nima močne spodbude, da bi financiral novo iskanje, ki bi se morda spet končalo brez uspeha. Voice 370 se še vedno bori. Družine še vedno čakajo. Pogodba se izteče junija. Tiho, brez računa za plačilo in brez tiskovne konference. Nekje v Južnem Indijskem oceanu, ali morda še dlje, na dnu nečesa leži Boeing 777 in čaka. Zgradili smo najbolj izpopolnjen iskalni sistem v človeški zgodovini, da bi ga našli, in se vrnili z zemljevidom, kje ga ni. Če vas obseg človeških napak, mehanskih okvar in institucionalne malomarnosti v zvezi z letom MH370 spravlja v dvom o vsakem ukrcalnem kuponu, ki ste ga kdaj držali v rokah, brez skrbi, imamo še več. Še več o tem najdete v videu o najbolj norih letalskih nesrečah v zgodovini človeštva. Vaš strah pred letenjem nikoli več ne bo enak. Ali pa si namesto tega oglejte ta video.